Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Nekatere kraje po Sloveniji je vreme že minuli četrtek povsem odrezalo od sveta. Posledice ledu, snega in žleda pa še vedno odpravljajo. Evropska direktiva zahteva uvedbo energetske kartice. Priporočamo, da si pogledate prispevek v tokratni oddaji. Verjemite, da vam bodo podatki, ki jih boste izvedeli, še kako koristili. Z Googlovo aplikacijo Street View ali Ulični pogled ste po novem lahko sam svoj turistični vodič po Sloveniji, pa še stanovanja vam ne bo treba zapustiti. V rubriki Zdravje vam bomo predstavili težave s šumenjem v ušesih, za konec pa rubrika Ali ste vedeli. Ostanite z nami. V noči na petek je sneg v večjem delu Slovenije prešel v dež in povzročil poledico in žled. Najhuje je bilo v soboto in nedeljo, ko je bila Slovenija povsem v ledenem oklepu. Podirala so se drevesa, električni daljnovodi, okvare so se pojavljale na telekomunikacijskem omrežju. Na nekaterih območjih so bili prebivalci povsem odrezani od sveta. Predvsem na Notranjskem so bili celo več dni brez elektrike, drugje so bili brez elektrike po več ur. Delovale niso niti telefonske povezave. V noči na nedeljo, 2. februarja, so se razmere še zaostrile. V vremensko najbolj izpostavljenih krajih so lokalne oblasti prebivalce pozvale, naj raje ostanejo doma. V teh krajih je bil sprehod v gozd celo smrtno nevaren. V ponedeljek je bilo zaprtih skoraj 3/4 šol in vrtcev, v torek pa le še manj kot pol. Odpadejo tudi izpiti iz materinščine za poklicno maturo, prestavljen je bil na ponedeljek, 10. februarja. Slovenija bo za nastalo škodo zaprosila za pomoč Evropske unije. V zadnjem času so mediji precej poročali o davku na nepremičnine, manj pa je znanega o tako imenovanih energetskih izkaznicah, ki so po novem obvezne za prodajalce in najemodajalce stanovanj ali hiš. Drugim lastnikom nepremičnin izkaznice ni treba pridobiti. Z uvedbo energetske izkaznice Slovenija sledi zahtevam Evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in prostor Erik Potočar je pojasnil namen energetskih kartic. Energetska izkaznica ni samo, da nam pokaže, ste v razredu A, B, C, to, kar sem že prej rekel, ampak vam podaja zelo konkretno za objekt, ki ga nameravate kupiti ali najeti, kaj je na objektu vse še potrebno narediti, da bo bil bolj učinkovit. Kot ste sami rekli, zamenjati okna, zamenjati fasado. Na drugi strani imate pa zadnji del izkaznice, so pa tudi opisno opredeljeno, kaj to tudi pomeni v smislu investicije, kdaj se investicija povrne in tako naprej. Podatki, ki bodo zapisani v energetski izkaznici, bodo koristni tako za kupce kot za najemnike. Preden pride do odločitve o nakupu, da lahko kupec dobi izkaznico in jo lahko primerja dve stavbi, kaj pomeni z področja energetske učinkovitosti. In pa zraven vidi,
Kakšna so še druga priporočila, da se ta učinkovitost izboljša? Če bolj plastično povem, da nekdo, ki bo primerjal, bo kupoval dve hiši, bo videl, ta hiša je zanimiva, ampak tukaj bom rabil pa še toliko in toliko vložiti za novo fasado, za izolacijo, nov ogrevalni sistem, da bo bila hiša dosti energetsko učinkovita. Seveda to tudi na ceno vpliva. Verjetno to nekje dvignili, nekje bo tudi znižali ceno. Je pa to zelo koristna informacija, da bo pri samem nakupu prodaji ali pri najemu boš lahko videl, s kakšnimi stroški se lahko srečamo. In tukaj boš dobil relevantno informacijo. Prodajalci oziroma najemodajalci lahko energetsko izkaznico naročijo pri enem od več kot 150 registriranih strokovnjakov za izdelavo izračuna. Seznam je naveden na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Cena izdelave energetske izkaznice je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta. Za manjša približno 50 kvadratov velika stanovanja znaša cena okoli 300 evrov. Za večje objekte pa lahko stane tudi do 2000 evrov. Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor napovedujejo, da bo marca zaživel spletni register objektov, ki so naprodaj oziroma se oddajajo, v katerem bodo lahko kupci in najemniki preverili njihovo energetsko varčnost. Večina stavb v Sloveniji je bila zgrajenih v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Te stavbe so večinoma energetsko potratne, zato na ministrstvu spodbujajo energetsko obnovo stavb, ki jo delno sofinancira tudi Eko sklad v obliki subvencij. Zdaj pa si poglejmo, kaj o uvedbi energetske izkaznice menijo nekateri državljani. Sprejetje evropske direktive o uvedbi energetskih izkaznic je vzbudilo burne odzive tudi na družbenih omrežjih. Tako lahko na Twitterju preberemo, da gre le za cuzanje iz naših žepov, kot pravi Aleš Čerin. Tamara Zavrnik je mnenja, da bi v primerjavi z nepremičninskim davkom morali mnogo bolj povzdigniti glas. Tiho ni ostal niti bivši minister za izobraževanje Žiga Turk, ki je zapisal: Spet si je neki lobi uzakonil zaslužek. Novinarka Petra Sovdat pa je preko Twitterja stranko Pozitivna Slovenija pozvala, da naj poceni energetske izkaznice, če se že zavzema za cenejšo energijo. Med komentarji na internetni strani nacionalne televizije, portalu MMC, se med kopico jeznih komentatorjev najdejo tudi taki, ki vidijo v tem dobro plat. Tako uporabnik z vzdevkom Horus 1 pravi, da je energetske izkaznice treba uvesti, ker slabo narejeni objekti preveč stanejo. Od 30. januarja letos so tudi vsa večja slovenska mesta in glavne turistične znamenitosti na voljo uporabnikom storitve Street View. V prevodu ulični pogled na Googlovem spletnem zemljevidu. Ta vključuje okoli 3000 mest v 55 državah sveta.
Ulični pogled omogoča virtualno sprehajanje po slovenskih krajih, ulicah in turističnih znamenitostih, ki so na ogled v 360-stopinjskih panoramskih pogledih. Storitev Street View naj bi turistom in izletnikom pomagala pri načrtovanju poti, iskanju restavracij ali hotelov ter omogočila celo ogled nekaterih muzejev. Kdor bo, denimo, kupoval hišo, si lahko dodobra ogleda tudi okolico. Za uporabo storitve Street View je treba posodobiti spletno stran Google Maps, kar storite z oranžno ikono Pegman, ki se nahaja na levi strani zemljevida. Ameriški spletni velikan Google je Slovenijo posnel julija lani z avtomobili, ki so bili opremljeni s tehnološko naprednimi kamerami. Pred objavo fotografij na spletu je podjetje poskrbelo tudi za varovanje zasebnosti. Zameglili so obraze in registrske tablice vozil. Pogled tega lahko vsak, ki ne soglaša z objavo, na primer svoje hiše, to prijavi informacijski pooblaščenki in zahteva dodatno zameglitev. V petek 31. januarja smo vstopili v lunarno novo leto. Po lunarnem koledarju se ravnajo na Kitajskem, Tajskem, v Indoneziji, Maleziji in v drugih azijskih državah. Ta koledar je star že več kot 4000 let. Kitajci tradicionalno novo leto obeležujejo kot praznik pomladi, ki prežene zmaja Njana. Domove in ulice okrasijo z rdečimi lampijoni, saj naj bi rdeča barva odganjala zle duhove in nesrečo. Slavje traja 15 dni in se konča s praznikom luči. Po kitajskem horoskopu je letošnje leto v znamenju konja. Konj je simbol takojšnjega uspeha, elegance, energičnosti, bistrosti in samozavesti. V letu 2014 dobro kaže novim poslovnim priložnostim, gospodarskemu okrevanju in reševanju osebnih težav. Vendar se nič ne bo spremenilo kar samo od sebe. V pozitivne spremembe bodo morali vložiti svoje delo in energijo. Pri tem pa ne smemo biti preveč nemirni, egoistični in nepotrpežljivi, kar so konjeve negativne lastnosti. Leto konja bo trajalo vse do 18. februarja leta 2015, ko bo nastopilo leto koze. V rubriki Zdravje vam predstavljamo težavo s šumenjem v ušesih oziroma tinnitusu. V otorinolaringoloških ambulantah v zadnjih letih opažajo porast pacientov, tudi mlajših, ki tožijo za neprijetnim stalnim šumenjem v ušesih. Pravzaprav tinnitus v latinščini pomeni zvoniti in ni bolezen, lahko pa je znak najrazličnejših bolezni. Osebe, ki imajo tinnitus, navajajo, da jim v ušesih šumi, brni, brenči, prasketa, zvoni, vendar ob tem v okolici ni nobenega zvoka. Vsekakor je hrup tisti dejavnik, ki nas sluh okvarja. Polovica oseb, ki ima okvaro sluha, ima prisotno tudi šumenje v ušesih. Dolgotrajna izpostava hrupa je običajno tista, ki privede do okvare
čutnic v notranjem ušesu. Ob okvari teh čutnic pride tudi do šumenja v ušesu. Kakšna glasnost je za naš sluh še neškodljiva? Normalni pogovor lahko je glasnosti tudi okrog 50 decibelov. Zdaj pa, če je to nekje nad to glasnostjo, je lahko to za človeka že moteče. Sicer je pa pač po študijah dokazljivo, da izpostava hrupu, katerega jakost presega glasnost 90 decibelov in smo mu izpostavljeni 8 ur dnevno, privede do trajne izgube sluha. Zato so tudi omejitve na delovnem mestu med 85 in 90 decibeli. Tinitus je najpogosteje povezan z izgubo sluha. Lahko je posledica bolezni na področju slušnih poti, polžka in možganske skorje, ki nadzira sluh. Do šumenja lahko pride zaradi mehanske poškodbe bobniča, zaradi močnega poka ali udarca. Če po enem dnevu šumenje ne pojenja, je nujen obisk pri otorinolaringologu. V začetnih fazah pri akutnem tinitusu, ki traja manj kot 3 mesece, poskušamo pacientom pomagati z zdravili, ki izboljšajo prekrvavitev. S tem se tinitus pri nekaterih tudi lahko zmanjša. Vkolikor gre za izgubo sluha, lahko pomagamo s predpisom slušnega aparata. Velikokrat se pojavlja tinitus tudi pri zelo majhnih izgubah sluha, je pa skoraj izključno vedno v povezavi z izgubo sluha. Tako da nekatere stranke imajo občutek, da aparata ne potrebujejo in pa šumi v ušesih. V takem primeru recimo mi uporabimo tinnitus masker, to zvok, ki prihaja, preglasi to notranje šumenje, ki ga povzročajo možgani oziroma ki se pojavljajo na tej slušni poti. Dejansko je pa vsak aparat lahko tinnitus masker, če ima možnost, da ga nastavimo natančno po slušnem območju okvare sluha stranke. Pri močno okvarjenih čutnicah šumenje v ušesih ostane za vse življenje in se s stresom in staranjem lahko še stopnjuje. Takrat je pomembno, da se pacient s tinitusom sprijazni in skuša z njim čim bolj normalno živeti. Vemo, da posledice tinitusa so lahko razdražljivost, slabše spanje, nemir, lahko vodijo tudi do anksioznosti, depresije in drugih psihičnih motenj. Običajno pacienti opišejo tako: čez dan, ko so aktivni, ko se zamotijo, bistvenih težav s tinitusom nimajo. Zvečer, ko se umirijo, ko želijo zaspati, pa pride ta tinitus do izraza. Zato si nekateri pomagajo tudi z zdravili, ki jih pomerjajo, včasih celo z antidepresivi. In kot sem rekla prej, je zelo pomembno, da poskušajo pozornost preusmeriti, da najdejo nek način sproščanja, s katerim si pomagajo, da potem lažje zaspijo. Priporočamo predvsem sprostitvene tehnike v smislu avtogenega treninga, joge, meditacije, sproščanja. Zelo priporočljiva je športna aktivnost, predvsem pri mladih. Vsekakor je glasba tudi v terapiji tinitusa zelo dobrodošla, je pa zelo pomembno, da je glasba primerne jakosti. Po ocenah naj bi imelo težave s tinitusom okoli 30% ljudi. Pri 5% so težave tako hude, da poiščejo zdravniško pomoč. Pacienti, ki jim ne pomagajo niti zdravila, niti slušni aparat, se lahko z napotnico pridružijo tako imenovani tinnitus skupini.
Pri skupinski obravnavi poleg zdravnika sodeluje tudi psiholog, ki pacientom skuša pomagati, da se navadijo na stalno prisotnost šumenja v enem ali obeh ušesih. Zdaj pa je na vrsti rubrika Ali ste vedeli? Ali ste vedeli, da je bila v Sloveniji najnižja izmerjena temperatura -49 stopinj Celzija? To je bilo na Komni na Bohinjskem 9. januarja 2009. Za konec pa imamo eno prošnjo za vas. Vabimo vas, da nam pošljete zanimive fotografije na elektronski naslov spletna.tv@zveza-gns.si z naslovom Fotka tedna. Mi pa bomo izbrali najlepšo in jo vsak petek objavili pred koncem oddaje. Pošljite nam torej vaše fotografije. Lepo se imejte in nasvidenje.